Živjo družba, spet sem jaz. Današnja tema bo pa pametni telefon, pa slepi in slabovidni, oziroma v tem primeru jaz. Jaz sem zdaj en zelo osnovni uporabnik. Ne pričakujte zdaj kakšnih visokotehnoloških razlag tukaj, ampak je bolj s tega vidika, da pač če ste slepi ali pa slabovidni in da se šele spoznavate s pametnim telefonom in da pač nimate kaj dosti znanja, vam bom ne čisto osnovne stvari, bom pač 3 osnovne stvari, ki jih jaz uporabljam, bom delila z vami. Če pa vi pač vidite, vam bom pa povedala, na kakšen način jaz uporabljam telefon, da si lahko predstavljate, ker najbrž si ne znate predstavljati, ne, kako bi jaz to zadevo lahko uporabljala. Zdaj prav imate telefon takšen, kot je, če jaz pač kjerkoli primem v roke, je zame popolnoma neuporabna zadeva. Zaradi tega, ker zaradi izgube videa jaz ne vidim, česa se dotikam, tako da je to popolnoma neuporabna zadeva. No, zdaj ne bom delala ni sicer z namenom reklame, ampak v mojem primeru jaz imam telefon Samsung. To povem zaradi tega, ker odvisno od telefona, kjer ga imamo, so različne aplikacije. Zdaj aplikacija, brez katere jaz nikakor ne morem uporabljati telefona, je Talkback. In sicer ta aplikacija mi pomaga na ta način, da vse, česar se jaz dotaknem, mi prebere. Tako da bom jaz zdajle kar pač vključila telefon. Jaz imam 3 najljubše dele telefona. Zdaj telefon nam pomaga biti v stikih z družino in s prijatelji. Lahko se tudi zabavamo s telefonom, ker praktično do določene mere nadomešča računalnik, tako da jaz brez problema grem na primer na YouTube, gledam, ne vem, poslušam glasbo, meni je ljubo glasbo, kakšne poučne videe, avdio knjige in tako naprej. Pa WhatsApp imam tudi zelo rada, ker sem pa prek WhatsAppa sem pa v stiku z mojo družino in s prijatelji. Pa bom šla kar najprej na WhatsApp. Pač 2-krat je treba pritisniti ikonco, da se odpre. Pa bom pogledala, kaj se kaj tukaj dogaja. Aha, Fernando mi je pa poslal eno sporočilo. Aha, mi pravi, živjo Jana, kaj počneš? Ne vem, če ste opazili, on je meni poslal pisano sporočilo, pač natipkano sporočilo. In s tem, ko sem jaz prst postavila na to tipkano sporočilo, je meni, jaz pravim, da je moja tajnica, no, se pravi, ta aplikacija mi je prebrala sporočilo. No, zdaj bom pa jaz pozdravila mojo prijateljico Vanjo iz Slovenije. Živjo, Vanja. Ti bom poslala še sporočilo, še po WhatsAppu. In sicer imam 2 možnosti. Ena možnost je, da pošljem zvočno sporočilo. Ta varianta mi je ljubša zaradi tega, ker samo pritisnem gumbek in ga posnamem. In potem, ko želim nehati govoriti, spustim. Tako da bomo najprej zvočne sporočila poslali. Živjo, Vanja. Te bom samo na hitro pozdravila, ker zdaj tukaj snimam en video, ki ga boš kasneje videla na YouTubu, ne vem še kdaj bo naložen, ampak ti pošiljam pozdravčke čez lužico. Ti mislim, da zdajle že spiš, je že precej noč pri vas, no, tako da glej, se slišimo jutri, živjo. To je bila ena varianta. Druga varianta je pa, da ji pošljem pisano sporočilo. In sicer s pritiskom na tipko mi odpre tipkovnico. Tipkovnica ima pa točno tako razporeditev črk, kot jih ima računalnik. Tako da, če obvladate računalnik, ne bo preveč težav z uporabo te tipkovnice. No, razlika je pa v tem, da pač jaz jasno, ker ne vidim, ne morem takoj neposredno, ali pa ne uspe mi vedno pač pritisnem tam, ker je črka. In zaradi tega jaz pa vlečem moj prst do takrat, da slišim jaz pač, da je tista črka, ki jo jaz želim uporabiti. In potem prst spustim in ta črka se zapiše. No, bomo napisali... Aj, to pa nisem hotela napisati. Sem se zmotila.
Retroceso. Se eliminó. Introducir. Retroceso. Se eliminó T. Y. Y. I. O. E. Tecla de espacio. Q. H. J. K. K. Tecla de espacio. Q. Kuku, ne, sem jo pozdravila. Punto 620. Enviar botón. Zdaj moram pa poiskati tipko, ki mi bo odposlala sporočilo. Takole, pa je bilo poslano. Druga zadeva, ki jo uporabljam, je za klicati, a ne. Zdaj ena varianta je, da grem v imenik kontaktov in da potem po imeniku poiščem pač številko, ki jo želim klicati. Druga možnost je pa, ki jo pa uporabljam za tiste podatke, za tiste kontakte, ki jih bolj pogosto kličem, jih pa lahko z bližnjico na zaslon shranim. Tako da recimo zdajle bom poklicala domov. Contactos. Odprem, sem samo pritisnjena na ikonsko, ki pravi hiša. In sem pritisnjena na tipkovnico, zdaj bom pa pritisnjena na številko in zdaj bo poklicala. To je pač za tiste kontakte, ki jih bolj pogosto, evo, smo poklicali domov. Zdaj tretja zadeva, ki jo pa jaz tu zelo rada uporabljam, je pa YouTube. Da pa jaz pridem do YouTuba, moram iti pa na gumba, ki pravi aplikacije, da se mi odpre. Ker so po abecednem vrstnem redu, vem, da je YouTube na drugi strani. Zdaj bom počakala, da mi odpre aplikacijo. YouTube. Suscripciones. Pa bom zdaj poiskala iskanje. Corazón tiempo. Video buscar botón. Evo, sem našla opcijo iskanje. YouTube. Zdaj bom pa pač prek tipkovnice bom poiskala in sicer bom poiskala Talijo. T. Y. T. T. G. Ventana emergente. Zdaj sem predolg časa se zadržala in so se mi ene druge črke so se mi pokazale, tako da jaz ponavadi kar Se zbrišem. eliminó G. G. H. H. Q. A. A. K. Ventana emergente. Spet se mi isto zgodilo. K. N con tilde. Retroceso. Se eliminó K. J. K. L. L. I. Q. A. A. Talía. Talija, evo pa smo prišli do nje. Talía. Tocar dos veces para buscar. Pravim, rečem, da išče. Mostrando elementos del 1 al 2 de do. Mostrando elementos del. Mis videos. Ver más tarde. Aha. Skratka, takole s tipkovnico poiščeš, no, potem je pa še druga varianta. Druga varianta je pa, zdaj sem zbrisala pač prejšnjo poizvedovanje in bom šla na iskanje z glasom. Editar casilla, editando, búsqueda por voz botón. Google. Carlos Rivera in Rio Roma. Teclado mostrado. YouTube. No, tudi ta varianta mi je ljubša, jaz sem kaj bolj enostavna, kaj iskati črke. Elementos del 1 al 5 de 3 minutos 56 segundos. Rio Roma. No, pa sem prišla zdaj to, pač moje zaželene pesmi. Zdaj to so bile čist najbolj osnovne 3 zadeve, ki jih jaz zelo rada uporabljam na mojem inteligentnem telefonu. Upam, da če ste pač slepi in slabovidni in se šele spoznavate s tem pametnim telefonom, da sem vam kakšen dvom razjasnila tukaj. Vedeti morate, da je treba kar malo vaditi, no, da se človek na to zadevo navadi. Ampak se pa zelo splača zaradi tega, ker je pač razvedrilo in je tudi kontakt z ljudmi, ki so nam blizu. Če pa vidite, pa mogoče si pa zdaj majčkeno lažje predstavljate, kako mi to zadevo uporabljamo. Zdaj vabim vas kot vedno, da mi v komentarjih kaj poveste, ne vem, kaj ste se naučili iz videa, kaj se vam je zdelo zanimivo, ali pa če mi daste mogoče kakšno idejo, video na kakšno temo bi radi poslušali. Lepo se imejte, pa se vidimo naslednji četrtek spet tukaj. Živjo!